Gasilska zveza Slovenije se je odločila za povsem digitalni pristop k zbiranju donacij od dohodnine, ki vam bo prihranil dolgotrajne postopke na finančnem uradu. Kljub vsemu pa obljubljajo, da vas bodo tudi v prihodnje ob koncu leta obiskali z gasilskimi koledarji, s katerimi prav tako zbirajo prostovoljne prispevke. Tik pred iztekom novega leta pa vendarle ugotavljamo, da sredstva, ki se zbirajo od dohodnine, vsaj polovica, v grobem rečeno, je takih, ki ostanejo državi. Naša želja in skrb pa je, da glede na način financiranja, kot ga imamo gasilci v naši državi, poskrbimo za to, da omogočimo našim državljanom, davkoplačevalcem v tem primeru, da se lahko s pomočjo e-donacije oziroma z načinom, ki ga ponuja skupina Kovanček, potem pravzaprav odpovedo te 0,5 dohodnine in pa ostalih storitev, v katerem malce kasneje, na način, ki jim je nekoliko bližji in bolj primeren. Namreč, do sedaj so naši davkoplačevalci morali s posebnim obrazcem izpolniti ta obrazec, ga odnesti potem tudi na pristojen urad. Ta oblika donacije pa omogoča, da lahko vse skupaj naredimo brez papirnatega obrazca in je to nekoliko boljša in lažja varianta. Za podpis obrazca, to se pravi, ne potrebujemo nobenega digitalnega potrdila, obrazec samo elektronsko podpišemo z miško ali s prstom po zaslonu. Verjamem, da bomo z uporabo e-donacij gasilska društva in krovna gasilska organizacija zbirala sredstva na bistveno bolj poenostavljen način in bolj uspešno. Kot rečeno, vsako leto na različne načine zbiramo te donacije, smo od njih tudi odvisni, tokrat pa se dejansko olajša to doniranje na način, ki ga seveda tudi ponuja ta skupina Kovanček. Kar je pomembno, je tudi to, da je poleg doniranja dohodnine možno donirati tudi dodatnih 40 evrov, ne da bi jih morali donatorji dati iz lastnega žepa, in seveda e-donacije to omogočajo z različnimi ponudniki, pri katerih lahko pride do menjave, in se mi zdi, da je to tudi ena od oblik, ki se bo razvijala v prihodnje, da bomo lahko pravzaprav z različnimi storitvami, da bodo lahko z različnimi storitvami pravzaprav ponudili tudi to možnost zbiranja na tak način tudi vseh sredstev. Dodatni produkti bojo to, ki bojo pravzaprav omogočili, da na področju energetike, bančništva in še katerih potem lahko pridobimo določena sredstva za opremo v posameznih gasilskih organizacij. Če zaključim, v imenu vseh gasilcev vas torej prosimo, da si vzamete 2 minuti časa, kot je potrebno za izpolnitev tega e-obrazca in donirate dohodnino, sklenitvijo tudi dodatnega zavarovanja preko donatorske platforme, pa svoje donacije seveda povečate za dodatnih 40 evrov. Pravimo, da je vseeno, komu plačujete zdravstveno zavarovanje, razlike v kakovosti ni, gasilskim društvom pa seveda te donacije omogočajo nakup primerne opreme in pa vse splošno delovanje. Pozivamo torej vse naše državljane v Sloveniji in predvsem prostovoljne gasilce, da se poslužujejo te platforme in pomagajo seveda svojim društvom preko te oblike e-donacij. Torej najprej, kaj so sploh e-donacije? E-donacije so donacije brez lastnega finančnega vložka, ki so narejene na podlagi menjave ponudnika storitev. Posebnost te platforme je napredni elektronski podpis, ki smo ga razvili v skupini Kovanček. Ta je pravno veljaven in zavezujoč za podpisnika, kar pomeni, da od zdaj naprej lahko kakšne pogodbe oziroma ponudbe podpisujemo s katerekoli elektronske naprave in to brez digitalnega potrdila. Napredni elektronski podpis deluje popolnoma enako kot običajen podpis. Na računalniku ga podpišemo enostavno s klikom na levi miškin gumb in podpišemo po računalniku, na mobilnih napravah z touch screenom pa lahko podpišemo direktno po zaslonu.
Vsak dokument podpisan z naprednim elektronskim podpisom je časovno žigosan, kar pomeni, da se dokumenta ne da več spreminjati, ko ga enkrat podpišemo. Kako se donira dohodnina? Na platformi e-donacije lahko dostopate do spletnega obrazca za odstop dohodnine. Enostavno vnesete vaše podatke, izberete Gasilska zveza Slovenije ali pa katerokoli drugo gasilsko društvo, se verificirate z SMS kodo ter potem dokument tudi elektronsko podpišete. Oddaja obrazca traja manj kot minuto, kar je bistveno manj kot na drug način oddaje teh obrazcev. Verjamemo, da se bo zaradi enostavnosti uporabe e-donacij veliko več Slovencev odločili za doniranje dohodnine. Doniranje dohodnine šteje med neke klasične načine zbiranja donacij, ampak večinoma tukaj govorimo o manjših zneskih. Platforma e-donacije pa omogoča doniranje bistveno večjih zneskov na podlagi menjave ponudnika storitev. V zadnjem letu se je več kot 100 000 Slovencev odločilo za menjavo ponudnika zdravstvenega zavarovanja in to zaradi nekih ugodnosti, ki jih zavarovalnice ponujajo ob menjavi. Zdaj, to govorimo večinoma o kakšnih trgovinskih bonih v višini 20-25 evrov. Vse, kar smo pa mi naredili, je pa to, da smo v bistvu tole ugodnost, ki bi jo stranka mogla dobiti, preusmerili v donacijo, temu dodali še naših 20 evrov in s tem povečali donacijo na 40 evrov, ki jo uporabnik lahko daruje. Postopek doniranja oziroma menjave ponudnika je zelo enostaven. Potrebujete nekaj minut časa, EMŠO, davčno številko in kartico zdravstvenega zavarovanja. Ali lahko donirate, lahko preverite tako, da greste na našo spletno stran, izpolnite nagradni letak, nagradne igre Varni v 2020, potem pa sistem avtomatsko preveri, ali ste kandidat za menjavo ponudnika in s tem tudi za doniranje Gasilski zvezi Slovenije oziroma drugim društvom. Potem vas sistem preusmeri na nek drug obrazec, kjer morate izpolniti 4 polja, se podpišete z elektronskim podpisom in nato dobite povratno informacijo, ali ste kandidat za menjavo. Če ste, vas potem še enkrat preusmeri na naslednji obrazec, kjer še zadnjič vnesete svoje podatke, podpišete z elektronskim podpisom in s tem avtomatsko donirate zvezi oziroma drugemu društvu. Takoj v začetku leta 2020 bo pa platforma ponudila tudi menjavo drugih ponudnikov, se pravi naprimer ponudnika električne energije oziroma bančnih računov. S tem bomo pa posamezniku omogočili, da bo doniral tam nekje do 100 evrov po osebi, brez lastnega finančnega vložka. Tako digitalne kot bolj družabne donacije bodo namreč gasilcem pomagale, da bodo svojo nesebično pomoč lahko ponudili še bolj učinkovito in predvsem še bolj varno.